Ja, nekaj fin seveda obstaja. Prva taka finta je, da imamo čim manj prostega časa, ne. Kadar je naša aktivnost izrazito zapolnjena, takrat do teh hudih napetosti ne bo prihajalo, ker bomo ves čas morali nekaj delati in ko nekaj delamo, je praviloma naš fokus usmerjen v to in je manj časa za razmišljati o tem, kaj je zdaj drugače in česa si pravzaprav želimo. Zato je tudi, to so klasične tehnike zdravljenja odvisnosti zahtevajo, da se veliko gibaš, da veliko bereš, da veliko stvari delaš. Smisel vsega tega je predvsem, da nimaš časa, ko ne bi imel kaj početi in ko bi se tvoji možgani ukvarjali s problematiko oziroma s stresno situacijo, v kateri si zabredel zaradi procesa hujšanja. Druga stvar, ki je, da kadar gremo v proces hujšanja, res izjemno jasno postavimo motivacijo, zakaj želimo hujšati, kaj bo to hujšanje pravzaprav meni velikega, pomembnega prineslo. Če imam jaz v ozadju neke prave motive, potem bom jaz seveda bistveno lažje premagal to skušnjavo, kot pa kadar bom jaz postavil neki cilj, hočem shujšati 5 kil, pa zakaj? Zato, ker pač bi bilo dobro, da shujšam, ker je to koristno, ne. Če jaz doživim nek srčni napad in meni zdravnik reče, bodite veseli, da ste preživeli srčni napad, ko ga boste naslednjič doživeli, ga ne boste več preživeli, takrat se seveda jaz bistveno lažje uprem skušnjavi, ker je alternativa tej dobri hrani zdaj smrt. Kadar je alternativa tej dobri hrani to, da imam jaz 5 kil manj, teh 5 kil manj, meni morda ne pomeni nikakršne posebne dobrobiti, ne. Zato je izjemno pomembno, da postavimo motivacijo tako, da bo ta atraktivnost tega, da jaz res dosežem ta cilj v smislu shujšanja, nekaj velikega za moje življenje, ne. Največkrat je to najlažje narediti, kadar je res pogojeno z nekimi zdravstvenimi težavami, ki so lahko res nevarne ali pa seveda po drugi strani si pa ne želimo vzpostavljati zdaj situacije, da bi bil potencialna smrt kriva za to, da jaz ustvarim ustrezno motivacijo, kadar to lahko sproduciramo na način, da dejansko ta doseganje cilja za mene pomeni neko veliko motivacijsko stvar, neko izpolnjenje neke želja. Celo življenje sem se boril z odvečnimi kilogrami, zdaj pa končno sem sposoben to narediti, to bo vplivalo na kvaliteto mojega življenja, na splošno upal si bom stvari, ki si jih do zdaj nisem upal, drugače bom sprejet, to seveda pa je že lahko dosti velik motiv. Tretja stvar je pa seveda, da se zavedamo, da smo do neke mere zasvojeni s tem, ne? Kar pomeni, da je podobno kot alkoholika, ne? Če ti pustiš alkoholika v sobo, kjer je 30 različnih atraktivnih alkoholnih pijač na razpolago samega, ne? Seveda ustvarjamo neko veliko skušnjavo in poskušamo se takim velikam izogniti, ne. Kar pomeni, da nekdo, ki ves čas se more odpovedovati neki dobri hrani, ne, pa je ves čas na dosegu te hrane, to so seveda nepotrebne skušnjave, iz katerih bo slej ko prej verjetno izšel kot poraženca, ne. Zato poskušamo organizirati aktivnosti tako, da do teh situacij v čim večji meri ne bo prihajalo.